Dober dan, voščim Vanja Trkman. V zadnji letošnji oddaji Koraki do uspeha. Torki so bili na Robinu rezervirani že od konca marca za odkrivanje turističnih potencialov in biserov v naši regiji in nič drugače ne bo danes, ko se bomo potepali po planini in na Pedrovem. Lepo pozdravljena Borut Kokal iz domačije Čilčevi in Zmago Petrič z kmečkega turizma Guerilla na planini pri Ajdovščini. Dober dan. Zdravljeni. O zgodbah, ki jih ustvarjate tako v vasici Pedrovo kot na planini, je bilo že veliko povedanega, tako da le na kratko. Zmago Petrič, Guerilla na planini ponuja spanje, vinske degustacije, imate odlično izhodišče za raziskovanje regije, pa tudi domačih dobrot ne manjka, predvsem pa slovite po biodinamičnih načelih, tako da tako v vinogradu kot v kleti. Kje pa ste raje? Ja, pri takih majhnih posestvih, mi smo sorazmerno majhni, če primerjamo z mednarodnimi posestvi, moraš biti povsod. Eno je, da moraš biti povsod svojo filozofijo, drugo s svojimi rokmi in svojim načinom dela in svojim razmišljanjem. Enostavno moraš biti povsod, ker si generator in prenašaš svoje ideje na svoje zaposlene, na svoje sodelavce. 20-letnico obeležujete, kaj ne letos? Ja, hitro gre cajt, ne. Jaz sem sicer podedal po očeti kmetijo, vendar sem rekel, moramo narediti nekaj več na samem vinogradniškem področju. In tako me je ta ideja kar nekaj časa prehanjala, če tako rečem v navednicah, in 20 let nazaj je padla odločitev in smo počasi začeli, smo tiskati, formirali blagovno znamko Guerilla, zelo provokativno. Odkot to ime, morda? Priimek smo že porabili, pa je bilo treba se zmisliti nekaj novega. Ne? In ker smo dobili, to je bila ideja od žene, pa je bilo pa treba še upravičiti ime, ker so rekli, da nismo tako bojeviti in vzvengo, ker je bojevito ime. Guerilla, vsi vemo, da je tu vojna, da je tu pač nekaj hudha, vendar pri nas je Guerilla izhaja iz tega, da se moraš boriti, da kupiš zemljo, pri nas so zelo razparcelirane parcele, majhne, združiti tu hektar je problem, zdaj imamo 20 hektarjev, pol narediti terase, vinograde, usaditi, počakati 3 leta, da rodi, da skletariš, da to spraviš na trg, da greš ekološko, da greš biodinamično kmetovanje, vse skupaj res je na Guerilla. Borut Kokal, tudi vaša zgodba je, verjamem, znana našim poslušalcem, ko sta s Tomom Ločniškarjem se odločila obrniti nov list v življenju in se navdušila nad izumirajočo vasico Pedrovo. Sami ste sicer biolog po profesiji in glede na to, da skrbite za čedo istrskih pramenk in drežniških koz in z mlekom pridelate paleto zanimivih proizvodov, vam verjetno to znanje pride še kako prav. Bi rekli, da opravljate vašo sanjsko službo sedaj? Delo seveda na kmetiji mi je precej všeč, se povezuje tudi s mojim delom v službi, namreč v nasprotju s Tomom sem sam še vedno tudi zaposlen v regijskem parku Škocjanske jame. In ja, biologija je veda v življenju, ne, in pri kmetovanju se ves čas ukvarjamo z živimi bitji, z ekosistemi, z družbami, tako od pašnika do same sirarne, kjer spet delamo z mikroorganizmi in jih usmerjamo v različne smeri, da potem dobimo ven okuse, kakršne želimo. Kako se je sama kmetija razvijala? Začelo se je zelo tako ljubiteljsko, z nekaj kokošmi in parmi kozami, da počistijo robido na parceli, ki smo jo imela, no. Pol pa živali število začelo kar rasti, ne. Sam ponavadi je tako, ne, raste kar samo od sebe. In kar naenkrat je bilo tega že toliko, da sva se začela spraševati, čemu hodiva v službo in futrava za reči 30 glavo čredo kos in ovc, ne. Z tega lahko marsikaj tudi naredimo, no, in trajalo je kar nekaj časa, no. Potreben je bil velik pogum, ne, za prestop iz 2 rednih služb v nek biznis, ki dela z naravo, vsi pa vemo, kako je narava sploh v zadnjih letih nepredvidljiva. Tako da ja, na ta način nekako smo začeli in potem pač te vleče vedno naprej, ne, izzivi, uspehi, vse to ti daje pač zagon.
No, če bi vaju lahko dala en skupni imenovalec, pa ne da vaju želim preveč poenostaviti, ampak bi lahko rekla, da vam je skupno to narava oziroma ta filozofija, ne, človek in v sodelovanju z naravo, bi se strinjala? Ja, sigurno ne, da so tle kar neke skupni imenovalci, ker premalo se zavedamo vse te narave okoli sebe, ne, preveč nas je okupirala sama tehnologija, preveč se nas okupirale vse, da rečem, na navednicah pozitivne stvari, ki jih tehnologija razvija na vseh področjih, vendar s tem nas tudi zaslužnjuje, ne. Zdaj, če pogledamo zelo na kratko, če pogledamo, smo vsi nekih alergični, vsi nekaj kihamo, vsi se nekih praskamo, ne. In verjetno, če bi malo pobrskali globje, sogovornik je tle bolj doma, ki iz tega izhaja, bi verjetno tudi on pritrdil, da to izhaja z raznih stekleničk, ki jih kupujemo in ki jih umešamo, ne vem, v hrano našo, živalsko, na vrtove, v škropiva, vse povsod, in to ima svoj pečat, ne. Morda sam še par besed, jaz sem tukaj tudi predsednik Ajde Goriška, biodinamičnega društva, in tukaj je bila ustanoviteljica biodinamičnega društva Ajda Goriška, je bila gospa Franka Ozbič, sicer pokojna, če ne bi nje srečo, verjetno ne bi bil nikoli biodinamik, in je rekla, če piješ, da jaz se bom pač na vino opredelil, zato ker je tu pač moj glavni proizvod, ne, prav pač je alkohol in tu je težje reklamirati, kakor morda drugo hrano. Vendar je rekla, če spiješ kozarc biodinamičnega vina, tu je povsem drugače kakor konvencionalnega, ne. In to je bilo toliko let nazaj, ker v ekološko smo šli 2008, v biodinamiko 2011 in sam pri sebi se rekel, alkohol, ker toliko spiješ, organizem je sposoben toliko alkohola prebaviti na uro, na nek čas in to je konc, ne. Vendar pole skozi način dela in včasih seveda se tudi degustira kakšen kozarc več, pa vidiš, da je počutje povsem drugačno, ne, in pa se vprašaš, zakaj, ne. Če ne rabiš sistemikov, ne rabiš pesticidov, ne rabiš kvasok, ne rabiš encimov, ne rabiš nekaj stabilizatorjev nekih, ne, morda ne filtriraš še vina, ne, pomeni, da je en kup stvari, ki jih drugi stavijo noter, jih ti ne staviš. In ker vse te stvari, vse te dodatke dodaš v alkohol, ne, je enako, če malček ponazorim, kot da spiješ ospen z viskijem, ja, ne, tega pa ne. Butični turizem je tisti, ki lahko prinese dodano vrednost, ustreže zahtevnim gostom in predvsem ponudi unikatna doživetja in množic tudi zares ne gre iskati v vasicah, kot sta Pedrovo ali Planina, ki pravzaprav delam krivico, ko rečem vasica, pa vendar imata neke skupne točke, izjemne poglede, čudovito naravo, domačo butično ponudbo. Zmago Petrič, kako ocenjujete sedaj ta turistični premik na Planini? Ja, Planina je pač del Vipavske doline. Ljudje se odločajo, vendar se odločajo zelo počasi, zelo previdno. Morda samo ena taka, da rečem, primerjava, ne. Če reste po Jerski, vidite na vsaki hiši B&B, ne, bed and breakfast, ne, jaz sem rekel Brigitte Bardot, ne. Zdaj, če bi pa rekel meni, ne, da omenjam sosedu, ne, ti, ja bi delil svojo kopalnico z ljudmi, ki jih enkrat vidiš in nikoli več, ne. Zdaj smo precej zadržani, ne. Smo gostoljubni pa glede takih reči. Vendar do nekje, ne, da bi jih delili, ne. Mislim pač, tu je, taki smo in tako. Hočem pa reči tu, ne, deluje se zelo počasi, ne, odločajo za te korake v turizem. Mi smo tudi pač radi malo fraj, ne, in turizem pomeni, da si okupiran non-stop, ne. Če češ turizem, biti uspešen turizem, ne da oddajaš same na sobo, da oddajaš sobo, da oddajaš apartma, da nudiš zajtrk, morda tudi ponaročili večerjo ali kaj takega, ne, da res gostu ponudiš vse, kar od tebe pričakuje, ne, od, ne vem, električnih koles do vsega. Ti koraki so malo počasni, so finančno zanimivi, vendar so malo počasni. Zdaj, kje bi morala priti spodbuda, jaz šimfat ne maram, jamrat ne maram. Kako pa gosti recimo pridejo do vas? Ja, to je danes, se veste, internet od ust do ust in internet. Mi kot biodinamična kmetija smo dosti po sejmih, zdaj je že kmetija oziroma ta nova lokacija, nova klet je odprta že od leta 2018, ne, tu že. In se tu širi, ne. Sam problem je, da imamo 3 apartmaje.
Zdaj, če bi še enkrat delili apartmajev, ne bi delili sobe. Zaradi tega, ker pri nas so prehodni gostje. Ljudje ne pridejo, ko na morje so tam en teden ali ne vem kam, k nekem jeziru, ne. Ljudje pridejo tam prespat, noč, dve, so določeni, tudi ko so več časa, ker od nas do Benetk ni daleč, ne, če pogledamo razdalje, ne. In samo, ker prašeš, da bi, ne vem, postavil, ker objekt res ni prav enostavno, ne, že zaradi finančne in vsega, skupaj ne bi naredil, ne vem, 4-5 glampingov, kar bi pomenilo takoj 5 sob, rečemo, ne, pomeni spet takoj toliko ležišč, vendar mora biti že zemlja, ne vem, zazidalna, ne. Jaz pravim, če je tu 25 kvadratov za en glamping, ne, in če tu si lepo urejeno, zdaj naraste tam nič, pa bi pa dejansko ljudje tam prespali, jeli, degustirali, plačali turistično takso. Ne razumem, da je tu lahko problem reči nekomu, kdo je tu, ali občina, ali država, se ne bom spuščal, reči, ja, dejte, pač po nekih normah, standardih urejeno, tu ja, ne pa, da ni možno, ne. No, kako pa recimo, kaj pritegne goste, ki se ustavijo na Pedrovem, kaj opažate, Borut Kokal? Ja, gostje so večinoma fascinirani, ne, že nad samo pokrajino. Z Pedrovega je zelo lep razgled na celotno Vipavsko dolino, Trnovski gozd, Alpe proti Brdom. In pa seveda tudi poleg ohranjene narave, tudi ohranjena kulturna dediščina, ne, ohranjena naselja, ki jih je Vipavska dolina polna, Pedrovo pa še en nekoliko bolj zglajen biser, kar se tega tiče, ki se je v bistvu iz zapuščene vasice, ne, pred 30 leti, 2 starejša prebivalca in porušene hiše prelevil, ne, oziroma obudil kot Trnulčica. Danes 21 stalnih prebivalcev, več dejavnosti, ne, poleg naše kmetije in sirarne, tudi turistična kmetija s sobami, apartmaji, 2 apartmajski hiši, umetniška galerija. In ko pridejo ljudje v eno tako majhno vasico, iz toliko dejavnostmi, toliko stvari, s temi krasnimi pogledi, ohranjeno arhitekturo, so fascinirani in pač ne morejo verjeti, se počutijo kot v enem sanjskem svetu, no. Tega na zahodu, sploh če so iz mest, pač ni več, ne. Tako da se nekako potopijo nazaj v eno bolj spokojno preteklost, in ko užijajo še to izjemno lokalno hrano, ki Vipavska dolina premore kar precej, so sploh fascinirani in se radi potem tudi vračajo. Gospod Kokal, govorili smo že o Pedrovem, je bilo govora, oziroma je še vedno govora o ekovasici, ki bi lahko nekako bolj dvignila na višjo raven ponudbo, ki je zares, bom rekla, taka posebna. Prejle smo omenili, da je vasica bila izumirajoča. Kaj ocenjujete, da bi lahko to doprineslo k prepoznavnosti nenazadnje doline? Ja, vsaka taka znamka, trajnostna, ekološka, danes seveda prinese dodatno prepoznavnost, dodatno izpostavljenost, dodatno promocijo in tudi dodatno obljubo obiskovalcem, da je tam res, da se res dela trajnostno, ekološko, da so produkti res kvalitetni, da so naravni. To seveda ljudje iščejo, ne. In taka znamka seveda pripomore potem razvoju celotne skupnosti, celotne regije lahko. Tudi Evropska komisija je v novi kmetijski perspektivi predvidela zdaj ekološke vasi in ekološke regije kot posebna kmetijska oziroma posebna območja in jim daje tudi potem posebno spodbude in posebno pozornost, ne. Torej, zagotovo ni samo Pedrovo vasica, ki bi lahko takšen naziv prejela. Mislim, da bi lahko kar celotna Vipavska dolina se potegovala za naziv ekoregija, podobno kot vodijo postopke že v Posočju. Kajti imamo Naturo 2000, imamo ohranjeno naravo, imamo izjemno ohranjeno kulturno krajino z vsemi temi terasami, s temi majhnimi nivami, ne, ki se na 10 metrov kulture na nivah menjujejo, ne, in je res izjemen pogled, če primerjamo Severno Italijo, ko se vozimo pol ure v koruzi, pol ure v sončnicah, ne, v Vipavski dolini imamo na 10 metrov še vedno različne kulture, ne, mejice vmes, izjemna pestrost in precej
kmetovalcev, precej ponudnikov, ki kmetujejo, so naravno, ekološko, celo biodinamično. Ne? Tako da mislim, da bi bil čas, da celotna Vipavska dolina tudi stopi na pot pridobivanja tega znaka. Je pa to ključna občina oziroma lokalna skupnost, da spodbudi oziroma pelje naprej ta prizadevanja? Tako, te stvari se seveda morajo peljati na višjem nivoju, ne, in mestna občina Nova Gorica v okviru projekta Prehod na sonaravno oskrbo s hrano trenutno preverja možnosti in pogoje za ustanovitev oziroma za razglasitev podelitev znaka ekološka vas Pedrovemu. Zmago Petrič, kateri so po vaši oceni še tisti neizkoriščeni potenciali turizma območja? Pravzaprav se dovolj dela recimo na vinskem turizmu, koliko je zanimanja za posebna doživetja v vinogradu ali pa v kleti? Ja, tle je sigurno še ogromno možnosti, ker eno je privabiti same goste, drugo jim te goste jih dobesedno malo ujčkati, malo jim ponuditi razne možnosti. Je ogromno še teh možnosti, od raznih kuhanja teh starih jedi, od obiskov vinogradu, od dogodka v vinogradu, od žganje kuhe. Mi smo zdaj obnovili en star vojaški džip, en Pinzhauer z leta 1974, tudi za vožnjo po vinogradah, pa s kakšno hladilno torbo in se usesti v kakšno senčko, v kakšno staro bajto, ko mi rečemo, ne. Teha je še ogromno in to ljudi iščejo. Ne? Tudi če mi dosti delamo na team buildingih in ljudi dobesedno ne vejo več, kaj bi razne firme, razna podjetja, kaj bi ponudila svojim kupcem, kaj bi jim ponudili nekaj novega, ne? In tle je še res dosti možnosti, s tem, da se vklopi širša skupnost. Ampak na vinskem turizmu mislim, da so neki koraki bili storjeni, da se nekako stavi bolj na to. Ja, na vinskem se, ne samo, če gledamo Vipavska dolina, je premalo nastanitev, premalo je restauracij, ne, tu ni kot graja, pač pa tu kar manjka in vse to je povezano, ne. Vse tu je pogoj, da se ljudje pridejo, se ustavijo, da imajo kam jeti večerje, da imajo malo izbire, da so tudi kapacitete nastanitev v dolini je kar športno zelo aktivno, razne tekaške prireditve, res zmajarstvo je tega kar dosti, tako da so kar potrebe po teh ponudnikih, ja. No, če kaj bi lahko rekli, da smo v tokratni sezoni korakov do uspeha večkrat slišali, da je povezovanje ključno. Da je to v praksi večkrat težava, pa nič manjkrat. Kako ocenjuje ta Zmago Petrič Gverila in Borut Kokalj Čilčevi to povezovanje v regiji? Kako z vidika ponudnikov gledata na krovne organizacije na področju turizma? Kaj bi lahko drugače postorili? Ja, povezovanja je vse več, no. Mislim, da se kar vsi zavedamo, da brez tega ne gre. Mal je problem, kot smo že prej slišali, ne, je pač kmetovanje in tudi turizem zraven zahteva celega človeka, ne, tako da smo pogosto prezaposleni s tem, da peljemo svojo stvar naprej, ne, tako kot smo si jo zastavili in potem malo zmanjka za obiske, za povezovanje ena na ena, ampak ja, kljub temu je mnogo boljše, no, kot je bilo pred nekaj leti, vsaj v našem primeru lahko to trdimo, no, zelo dobro sodelujemo, ker s precej ponudniki apartmajev, vinskimi kletmi, tudi znamenitostmi, kot recimo grad Riefenberg v naši bližini. In to se zelo pozna potem tudi pri samem obisku. Ljudje prihajajo v nastanitve po Vipavski dolini in sprašujejo, kaj si lahko ogledajo, in seveda jih lastniki pošiljajo potem na take zanimive lokacije, kot je recimo naša domačija, na uživanje že v sami vasici, sploh pa potem ob degustaciji recimo naših izdelkov, ne, ljudje to iščejo. In ja, vsi se zavedamo pač, da gost potrebuje zapolnjen dan, ne, da bo ostal še kak dan dlje tukaj pri nas in ja, mislim, da gre na boljše, no. Gospod Zmago Petrič, prejle smo govorili o tem, da je pravzaprav usmeritev bila tudi nekako v Vipavski dolini, da kmetijstvo ni bilo nikoli
oziroma ni bilo potrebe potem, da je kmetijstvo na prvem mestu. Se to danes kaj premika? Ja, premika. Se premika, morda, ne vem, so ti koraki mal počasni, zdaj ne vem, je bilo kar nekaj tudi že razgovorov na nivoju občine, kaj narediti, da se tu pospeši, ali narediti lokalno tržnico, kar je tudi zdaj predvideno kot nek ekspo, tam na ajdovski obvoznici, kako zanimirati ljudi v tej smeri. Vsi turisti, ki pridejo, so zelo, zelo zainteresirani, da poskusijo normalno vino in tudi ostalo hrano, ostalo dobrote z doline. Včasih so rekli res Vipavska dolina, vrt. In tukaj je ogromno možnosti in je pa res eno vprašanje, kako na nek način vse animirati in povezati skupaj. Ker eden bo proizvedel malo salate, drugi paradajz, kdo bo tisti, ki bo tu spravil na trg, da ne bo rekel, da ta ne more prodati, čeprav trgovinijo ne dobiš. Ta sistem samega trženja ali povezovanja je še kar odprt in je kar en tak veliko vprašanje, kako čeprav, ko pravimo, ajdovska občina se trudi in se prizadeva in jaz verjamem, da bomo vsi skupaj dobili. Da se združite majhne fragmente skupaj, ki tvorijo po celoto, da bo eden pekel kruh, drugi bo delal sir, tretji pa ne vem kaj, in da bo dejansko ljudje lahko turisti tu okušali ali pa celo nabavili na eni točki, ne pa da smo vezani vse na te velike trgovske sisteme in da s tem izničimo to svojo kvaliteto in prepoznavnost. En dober primer bi bil, gospod Kokal, verjetno ste vi bolj tudi v tem tržnica na Borjaču, ki je zaživela že pred leti. Se tudi sami poslužujete kaj tega spletnega portala? Tudi smo prisotni na tem spletnem portalu. Spletni portali so sploh med COVID-om precej zaživeli, čeprav se mi zdi, da so potem sploh v zadnjem času nekoliko spet zastali. Ljudje vseeno imamo rajši ta pristen stik, ena na ena, direktno tudi s prodajalcem. Tako da opažamo, da več ljudi pride direktno do nas na kmetijo ali pa na tržnico fizično v Ajdovščini, kadar smo recimo tam prisotni, kot pa preko spletnih portalov. So pa vsekakor te spletni portali super za promocijo, za to, da se ljudje spomnejo na te, da ko nekaj iščejo, da vidijo, ja, se res, tam so, imajo to. Kje so največji izzivi pri pridelavi sira, gospod Kokal? Kaj opažate v teh dneh, s čim se spopadate? Ja, izzivov je vedno precej. Izzivi so tudi spodbuda za naprej. Vreme je seveda eden izmed takih, recimo, večjih izzivov. Te dolgotrajne suše, kakršnih smo bili priča, recimo 2 leti nazaj, so vse pogostejše. Tudi te ekstremna neurja, to seveda negativno recimo vpliva tudi na same živali, na počutje živali, na krmo, ki je na voljo. Naše živali se pasejo 24 ur na dan, 10 mesecev na letu. In že ta recimo ohladitev prejšnji teden, ki smo ji bili priča, se je izjemno poznala pri količini mleka. Ampak to so take malenkosti. Suše so pa potem seveda dolgotrajne, trajajo po več mesecev. Tudi vse več bolezni se pojavlja, vse več zajedavcev pri živalih, tako da so izzivi vedno na poti, ampak so vedno tukaj tudi rešitve, nekaj jih najdemo že s samim dobrim opazovanjem narave in ukrepi pravočasnimi s preventivo. Izzivov, ki bi bili povezani recimo s trženjem, nekako ni. Kaj pa morda s ponudbo? Recimo razmišljate kaj o dodatni ponudbi, o prenočitvah morda? Povpraševanje je večje, kot je proizvodna. Siri, sploh kozji siri, zdrava hrana je precej v trendu. Tako da na tem področju bi seveda lahko povečevali število živali in proizvodno sira, smo pa seveda omejeni pri
tako pri površinah, ki so na voljo, kajti tako Vipavska dolina kot Kras na robu obeh pokrajin se ekstremno intenzivno zaraščajo oziroma sta se zaraščali in se še vedno v zadnjih desetletjih, tako da pašnikov, travnikov je bore malo ostalo, tako da pridobiti površine je kar precejšen izziv, ki omejuje potem tudi možnosti za širitev, pa tudi pasme, s katerimi kmetujemo, tako Istrska pramenka kot Drežniška koza sta obe ekstremno ogroženi. Ne, jih je zelo malo, sploh pri Istrski pramenki smo ena od 5 kmetij, ki ima to žival, to pasmo, 700 je vsega skupaj teh živali, tako da tukaj so kar izzivi povečevanja, osveževanja krvi, tako da prav kakšne velike povečave ne načrtujemo malce bolj fokusiranje tudi v turistično ponudbo degustacij, doživeti na kmetiji, od pašnika do samega sira, tako ljudje res poznajo celoten proces in se potem še bolj zavedajo, kaj vse je v tem izdelku. Gospod Petrič, verjetno tudi pri vas nekih izzivov ne manjka, s katerimi se sedaj soočate, in ste ljubezen oziroma to strast do obdelovanja vinogradov prenesli tudi na svoje potomce, na sinove. Se že kaj ubadate tudi s tem? Ja. Upam, da sem nekaj pustil tudi njim, nekaj te žilce za nadaljevanje tega. Zdaj, sama, da rečem, naša kmetija je morda koncipirana malo drugače. Imamo 7 zaposlenih in dejansko mora nas slediti tudi ekonomija kot taka. Ker če sledi vsako dejavnost, tudi ekonomija ima prihodnost, če ekonomija ne sledi, je problem, dokdaj izdrži, ali do takrat, ker so neki entuzijasti zadaj in ustrajajo. Zdaj, glede na to, da smo mi tu postavili, da rečem, kar na neko ekonomsko raven, imam nek način, sem prepričan sam pri sebi, da bodo stvari tekle naprej, tudi morda, čeprav ne bo fizično eden od sinov zaposlen, ker so zdaj pač vsi zaposleni na firmi. Imajo pa tudi oni občutki za to in so na nek način rasli, so to kmetijo, ne, tako da jaz računam, da bo stvari šle naprej. No. Pogoji so vsi, zdaj imamo 20 hektarjev vinogradov. Tudi to se je kar dopolnjevalo skozi leta? Ja, tako mi smo 20 let, tako da je šlo, če rečem, povprečje po 1 hektar na leto, enkrat več, enkrat manj. In mislim, da je tu nek tak gabarit, ki nudi, če bi tu na dolgi rok ena družina tu upravljala naprej, ne, da je tu en tak dobra velikost, ne samo v krogu družine, pač pa tudi zaposlenimi. So zraven še nastanitve, je turizem. Lani smo začeli z destilacijo, žanjo kuho, kar je tudi ogromno možnosti, škoda je tako dobre tropine metati proč, ker so res, da rečem, čiste po biološki plati, tako da možnosti je dosti. Je pa verjetno izziv, kako se na svetovnem trgu postaviti ob bok tem številnim pridelovalcem, kako zgraditi zares tisto svojo prepoznavnost. Ja, same biodinamike na svetovnem trgu je tako malo, ne, čeprav da se tudi večje kmetije usmerjajo v biodinamiko, vsaj en del, tako da biodinamika je pač širok pojem in včasih dobimo zaradi biodinamike pozitivno, včasih negativno, zaradi tega, ker surovina je povsod, rečemo, zelo dobra, pa način kletarjenja tisti, ki dobiš ven vino tako ali drugačno, odvisno od procesov kletarjenja, kaj dobiš ven, ne. Ali boš in dolge maceracije, kratke maceracije, ali boš šel na svežo linijo, ali boš šel, ne vem, pač tu je pole nešteto možnosti. Nešteto možnosti, ja. Velikokrat slišimo, da ne znamo ceniti tega, kar imamo. Vipavska dolina je, kot smo slišali tudi v današnji oddaji, nekdaj veljala že za vrt Slovenije. V tujini so očarani nad vinogradi in polji, ponuja tudi veliko priložnosti za aktiven oddih, za drugačna doživetja. No, kakšni so odzivi oziroma kaj pri vas najbolj očara goste, Zmago Petrič na Planini, in kam velja več staviti v prihodnosti na tem področju? Ja,
Zelo, zelo jih fascinira sama lokacija. Lokacija je res enkratna, govorim predvsem za goste, ko stanejo v apartmajih. Včasih mislimo, jo bi bilo fajn imeti bazen, ne. Oni pa pravijo mir, rabimo dobro hrano, rabimo dobro degustacijo, rabimo, da se malo pogovarjate z nami in mir, ne. Tako da so tisti, ki pridejo, ne pridejo zato, ker ni diskota blizu, ki takega pridejo res počivati, ne. In uživati to, kar jim nudi sama lokacija, same dobrote, ki jih imamo in vse suma sumarum. Pa tudi narava, kam jih pošljete, recimo, lahko imajo zares številna doživetja v bližini oziroma tudi samo sprehode, kaj ne? Ja, danes so ljudje že zelo podučeni, ljudje že pridejo s svojim planom, kam bodo šli, kaj bodo obiskali. Sigurno, da pole še vprašajo in jih včasih presenetimo s kakšno domačo hrano. Imamo peko kruha na planini, se dobijo tudi razne mesnine na planini, siri se dobijo tudi na planini. In te stvari jih zelo zanimajo in tudi, rečemo, med, pa kakšne sokovi, sadnih so, tam tudi sem problem je zadnje leta, je stalno neka toča, neka poziva, tako da ni marelc, ne češen. Vendar je kar nekaj stvari, ne pa, ne vem, možnost je dosti za kolesarjenje, za sprehajanje, za oddih in tudi, ko se neko že prej do Benetk ni delč in priti nazaj in še kam drugam, ne. Imamo pa tle v dolini tudi ogromno raznih športov, od padalstva, od pohodništva, od kolesarstva, lahko se rentajo električna kolesa, še možnosti. Najbolj je pa manjk prav gostinske ponudbe zvečer. Čez dan je ponudbe dosti raznih malc in podobnih, medtem ko zvečer restauracij in tega pa kar manjka v dolini, ne. Kako ocenjujete ponudbo, gospod Kokalj, kako nadgraditi kakovost v turizmu, kako gostje sprejemajo pri vas ponudbo? Ja, gostje so res navdušeni na tem, kar dolina sama po sebi nudi, ne. Ko jih recimo zapeljemo oziroma se sprehodimo do pašnikov, kjer živali, kjer sir sploh začne nastajati, ne, so fascinirani nad tem bogastvom, ki ga te travniki kažejo, ne, oziroma nudijo. Travišča na obeh pobočjih doline so konec koncev eden najbogatejših življenjskih prostorov v evropskem merilu, ne. Imamo na 1 kvadratnem metru travnika oziroma pašnika lahko 80 različnih vrst, kar jih pa na celi nizozemskih traviščih recimo ne najdemo, ne, ali pa severni Nemčiji, tako da... Kar se odraža tudi v okusu potem. To se seveda odraža v okusu, ne, že od samih zelišč mleko pridobi svoj okus, je pa tako pester življenjski prostor tudi tak, je o čem skrit, torej v mikroorganizmih, ki pridejo potem v samo mleko in s katerimi potem ustvarjamo naprej sire, ne. Torej, so izdelki lahko tukaj v Vipavski dolini res tako izjemni, da jih drugje po Evropi praktično ni moč izdelati, ker pač tam narava ni več tako ohranjena, kot jo imamo tukaj. Torej, očuvajmo jo in lahko rečemo, da so priložnosti, da vsak najde svojo turistično zgodbo. Hvala obema, da sta bila danes z nami in seveda veliko uspeha in zadovoljstva na nadaljni poti. Hvala lepa za povabilo. Ja. Seveda najprej hvala tudi Urošu Simčiču za vso tehnično pomoč pri oddajah in našemu sponzorju, podjetju Spintek, častnemu pokrovitelju Goranu Miškolinu. Tole so bili koraki do uspeha. Hvala lepa, da ste bili z nami tudi vi, spoštovani in spoštovane. Lep dan še naprej. Koraki do uspeha.